Naši gledalci in mimoidoči so že precej dobro spoznali tale novi Peugeot, ki se imenuje 308. Ja, kljub novi generaciji je ohranil isto ime in tako bo baje zdaj veljalo za vse nove modele. Peugeot s tem avtomobilom vstopa v neko novo obdobje, kar je zelo očitno pri obliki. Ta zdaj deluje precej bolj zadržano, vsi so rekli nemško, ampak obenem tudi, ne vem kako bi rekel, dražje. Avtomobil enostavno izgleda malo bolj prestižno. Mislim, da enako velja za notranjost. Če le vržete oko noter, ga ne boste tako hitro odmaknili, ker je vse skupaj zelo privlačno, pa tudi prijetno. Sedeža sta spredaj recimo odlična, zelo dolgima sedalnima površinama in prijetnim usnjem, celo enostavno masažo imata. Namestitev za volanom smo že obdelali. Jaz sem večkrat poudaril, da je meni prav, marsikdo pa ne vidi dobro merilniko pred sabo, zato je to pač treba prej preizkusiti. Tudi majhen volan bo komu neroden, meni je všeč. Deluje športno, čeprav ni. Peugeot iCockpit je posebna zgodba. Če ga samo gledam, je super, ko ga začnemo uporabljati, mi pa ni več všeč. Težava je v tem, da je prepočasen in da je potrebno med vožnjo preveč odmikati pogled s ceste, da vidite, če ste vse pravilno nastavili. To, da je vse skupaj tako lepo pospravljeno, mi je zelo všeč. Da ni namenskih gumbov za klimatsko napravo, pa niti najmanj. Če imam tukaj radio ali navigacijo, moram najprej pritisniti prezračevanje in šele potem temperaturo in ostalo. Upam, da bodo pri Peugeotu poslušali pripombe in nekoč te zadeve popravili, ker bo potem zadeva super. Pomembna novost je tudi tale motor THP 125, ki naj bi postal najbolj prodajan in čisto nobenega razloga ne vidim, da ne bi, ker je zelo dober. Številka v imenu pravi, da ima 125 konjev, 92 kW, z najcenejša oprema pa stane 16 000 evrov. Ko sem potem gledal cenik naprej, je bilo hitro jasno, da takšen pač ne. To je oprema Allure, tako da že prilezamo na okoli 19 500 evrov, potem pa še kup dodatkov, tako da je cena na koncu okoli 26 000 evrov. Če ste veliko v avtu, boste to plačali, ker so kakšne stvari, kot je recimo dober radio ali pa masaža sedežev, pač super. Močnejši bencinar THP 156 že kar lepo zalogo moči stane sicer le dobrega tisočaka več, ampak si ga sam ne bi omislil, ker podvozje pri tem Peugeotu še zdaleč ni športno. Zadek je pri pretiravanju malo nemiren, seveda vse v mejah normale, ampak nasploh naj bi bila vožnja z njim bolj umirjena, sicer raje pogledajte še kakšno drugo znamko, če vas roke in stopala preveč srbijo. Po 3 tednih vožnje se je povprečna poraba ustalila pri 7,7 litra na 100 km in verjetno bo podobna tudi pri povprečnem vozniku takšnega 308. Napredek, ki ga je naredil Peugeot s tem modelom, je zelo velik in zelo očiten. Vsaj se vidi. Vse rešitve seveda niso dobre, to je jasno, ampak saj nikjer niso.